Lep avgustovski pozdrav iz lokalne bistriške televizije, kjer smo za informativno oddajo tega tedna za objavo pripravili nekaj zanimivih dogodkov. Če verjeti starim pregovorom in rekom, bo letošnja jesen lepa, saj je bilo lepo vreme tudi 10. avgusta, ko je godoval sveti Lovrenc. Če pa se bo vreme izkazalo še na Veliko Gospojnico ali Veliki Šmaren, bo lepo tudi naslednje 4 tedne. Koliko pa je verjeti napovedim o bistriški kandidati za županski stavček, pa se bo izkazalo po 5. septembru, ko bodo dali karte na mizo potencialni kandidati. 5. oktobra bodo po vsej Sloveniji namreč potekale lokalne volitve. No, do takrat pa se bo verjetno nanizalo še kaj zanimivih dogodkov, med njimi tudi novo šolsko leto. Še prej pa vas vabimo, spoštovane gledalke in gledalci, k ogledu informativne oddaje tega tedna. 20 letije plodnega dela za člane vinogradniškega društva Ritoznoj. Pohorci združili svoje moči pri 3 kraljih na bistriškem Pohorju. Neznani tatovi ukradli stavbe podjetja, bakrene žlebove in odtočne cevi. V rubriki Lokalne novice tokrat o 2 zanimivih dogodkih. Enega smo posneli na Pohorju, enega pa v Dolini. V Slovenski Bistrici je 9. avgusta potekala akademija ob 20-letnici vinogradniškega društva Ritoznoj, saj se lahko na Bistriškem ponašamo s prelepimi legami za gojenje vinske trte. Ena od teh pa je gotovo tudi Ritoznoj, ki se ga omenja že v srednjem veku. Vinogradniško društvo je bilo ustanovljeno pred 20 leti, njegova prvenstvena naloga pa je bila izobraziti vinarje o gojenju žlahtnih sort trte, kletarjenju in nastopu na tržišču. Danes šteje društvo nekaj več kot 80 članov, nekateri med njimi pa so se svojo žlahtno kapljico že dodobra uveljavili na trgu. Če gre velikim vinogradnikom bolj za zaslužek, pa je tistim majhnim z nekaj trsi trta v veselje. In kakšna je še 20-letna bera? Veliko več znanja, oživitev blagovne znamke Ritoznojčan, ustanovitev konzorcija Ritoznoj, kultura pitja in negovanje vinogradniških običajev, kot so postavljanje klopotca ter martinovanje. Društvo dobro sodeluje tudi z drugimi inštitucijami in sosednjimi društvi ter upošteva nasvete stroke. Na akademiji so podelili priznanja za najvišje ocenjena vina, za tvorno sodelovanje v društvu, zahvala pa gre tudi neumornemu predsedniku društva Branku Brezovšku. Spoštovane vinogradnice, spoštovani vinogradniki, gospod župan dr. Ivan Žagar, cenjeni gosti. Pred 20 leti, natančneje 15.2.1994, so ustanovni člani Smolevla, Kiker Franc, Hren Andr, Lunežnik Marija, Zorko Jože, Mlaker Vencer, Pečovnik Jože, Kolar Max, Keršič Jože, Kocir Ana, Ajd Milan, Štefan Anton in Ozimič Teja uradno ustanovili društvo vinogradnikov Ritoznoj s vpisom v register društva. Pot po vseh teh letih ni bila, začetki pa sigurno težji, kot je sedaj delovanje društva. V namen in dejavnost društva se je takrat zapisalo prostovoljno združevanje vinogradnikov, in to predvsem na območju Mariborskega vinorodnega okoliša oziroma obronca Pohorja in sosednjih vinorodnih okolišev, strokovno izobraževanje, skupaj nastop na trgu, področje delovanja društva v Dravskem vinorodnem okolišu. Cilji in naloge so vse skozi delovanje društva ostali isti in so izobraževanje vinogradnikov, strokovna predavanja, ekskurzije, predstavitve novih tehnologij za delo vinogradov in še bi lahko našteval. To so primerne naloge, ki jih skrbno uresničujemo. Po vseh letih delovanja društva vse ni bilo idealno. Po začetni nekajletni navdušenosti se vsi zadani cilji ustanoviteljev niso tako uresničili. Na začetku leta 2000 je društvo izgubilo skoraj 2/3 svojih članov. Verjetno predvsem, ker so bile želje prevelike, želje, za katere mora preteči dovolj časa, pa so uresničljive. In to je bila skupen nastop na trgu. Želja, ki je morala razoreti tako pri vinogradnikih, kako tudi po prostoru in času. Po upadu članstva se seveda nismo predali, da za trden delom počasi dobivali zaupanje vinogradnikov nazaj v društvo. Pričelo se je intenzivne s predstavitvami, raznimi predavanjami. Najvažnejše pa, da je vsak še tako majhen dogodek, ki smo ga organizirali
organizirali in prišel v lokalne medije, kot so lokalne medije in časopise, kasneje pa tudi širše, tako regionalno, kot tudi državne medije. Društvo je s tem spet postalo zanimivo, saj je marsikateri vinogradnik videl priložnost promocije in oglaševanja. Vse boljše sodelovanje za občino Slovenska Bistrica oziroma Rico pa je prinašalo tudi drugačne sodelovanje. Če smo bili prej bolj ali manj omejeni samo na lokalni ravni, so se pričele odpirati tudi poti širše po Sloveniji, Ljubljana, Maribor in zadnjih nekaj let tudi v tujini. V društvu smo se učili tako od naših večjih vinogradnikov, predvsem pa znali prisluhniti njihovim željam, ter jih kolikor se da tudi uvrstiti. Nekaj dogodkov, ki jih sedaj organiziramo, si več ne moramo zamisliti brez njih. Pohod po Ritu znoju, postavitev Klopoca, martinovanje. Na tem mestu je potrebno poudariti, da društvo deluje amatersko in da se je že za organizacijo takih dogodkov potrebno zelo potruditi. Potrebno se tako materialna, kako tudi finančna sredstva, zelo dobra organiziranost, obveščanje medijev in tako naprej. Vse z namenom, da se vinogradniki oglašujejo ne več samo lokalno, temveč tudi širše. Kar nekaj vinogradnikov je preseglo s svojim delom dogodke in preditve, ki jih organiziramo v društvo, kako tudi v Rici. V bodočnosti si želimo, da bi lokalna skupnost oziroma občina imela nekoliko več posluha ter ustanovila javni zavod za turizem s profesionalnim zaposlenim, ki bi znal povezati vse resurse v naši občini, ki jih imamo sedaj dovolj za nastop na turistične trge Slovenije in širše. Kakorkoli pa že bodo poti odprte naprej, danes praznujemo 20. rojstni dan in lahko smo ponosni na svoje delo. Sedaj štejemo nekaj čez 90 članov, pridobili smo prostore društva, ki bodo v letošnjem letu dokončno opremljeni in nazadnje smo resničili prvo in največjo željo ustanovnih članov, ki je bila skupen nastop na trgu. Povedano drugače, 11 vinogradnikov društva je ustanovilo konzorcij Rito Zajček. Zato smo lahko in smemo biti ponosni. Vsem vinogradnicam in vinogradnikom želim vse najboljše v 20-letnici, cenjenim gostom pa prijetno in veselo počutje med nami. Hvala lepa. Na slavnostni akademiji pa je bilo slišati tudi besede Josipa Vošnjaka, ki je živel v Visolah, obkrožen z vinsko trto, pa tudi prigodnico vabaških fantov, ki so prepevali o vinu. Postavitev Klopoca konec tedna je tradicionalna prireditev, ki bo tudi tokrat v rokah vinogradniškega društva Ritoznoj, pa tudi čas, ko se bodo vinogradniki ozirali v nebo in upali na sončne žarke, da bi bila žlahtna kabeljica čim bolj žlahtna in sladka. 10. avgusta goduje sveti Lovrenc, ki je živel v 3. stoletju in je zavetnik revežev, gasilcev, steklopihalcev, kuharjev in likalk. K njemu verniki naslavljajo prošnje za verne duše v vicah in ga prosijo za dobro letino. Na Lovrenčevo nedeljo se vrstijo po Sloveniji številna žegnanja, tradicionalno pa je tudi vsako leto pri cerkvi svetih treh kraljev na Bistriškem Pohorju. Letos so obeležili Lovrenčevo nedeljo še posebej slovesno, saj je potekala prireditev Pohorje poje, ki so jo na pobudo Leopolda Smogavca iz Repa in v organizaciji novo ustanovljenega podeželskega društva Tinje so organizirala turistična društva Stinja, Keblja, Šmartnega na Pohorju in društvo podeželske mladine Venčesle. Prepevalo in godlo je 13 skupin ljudskih pevcev in godcev iz vseh 4 krajevnih skupnosti. Nastopili so združeni otroški pevski zbori Šmartnega in Tinja, Tam v štajerski deželi je živela deklica, Urška so jo imenovali, bila je usmiljenega srca. Urška so jo imenovali, bila je usmiljenega srca. Tra-ra-ra-bum, la-la, bum, la-la, bum, la-la, tra-ra-ra-bum, la-la, bum, la-la, bum. Urška so jo imenovali,
smirjenega srca. Stari Gašper Urško vpraša, Urška, al ćeš moja bit? Urška mu je govorila, pojdi Gašper se soli. Urška mu je govorila, pojdi Gašper se soli. Mi smo štirje fantje z pohoja doma, vidno dobre volje, veselega srca. Če kdo nas vpraša, kje najlepše je, mu odgovorimo, to naše pohorje je. Skupaj smo se zbrali, ker radi pojemo, da v vaša srca veselje prinašamo. Zato sedaj zapojte z nami tudi vi in zavedno stanimo prijatelji. Na koncu pa so združili še enkrat grla in prepevali v skupnem nastopu. Tako so Pohorci na Lovrenčevo nedeljo dokazali, da lahko z združenimi močmi in enotnostjo zmorejo veliko in še več. Še enkrat da šujemo. Zapevamo.
Policisti bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili nekaj dogodkov z področja kriminalitete, prometnih prekrškov ter kršitev javnega reda in miru. Z področja kriminalitete so obravnavali 13 kaznivih dejanj, od tega 8 tatvin, 3 poškodovanja tuje stvari, 1 telesno poškodbo in 1 grožnjo. Slovenska Bistrica. Stavbe podjetja je neznani storilec odnesel bakrene žlebove in odtočne cevi, škode je za 200 evrov. Prav tako neznani storilec je vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel stole, desko za deskanje in glasbeni stolp, lastnik pa je oškodovan za 800 evrov. Pragersko. Neznani ne pridi prav, je vlomil v klet ter odnesel gorsko kolo, 3 pare smuči in kovček z orodjem, škode je za 1000 evrov. Lušečka vas, nekdo je odpeljal osebni avtomobil, ki je last podjetja, škode je za 5000 evrov. Zgornja Polskava, iz parkiranega tovornega vozila je neznani tatič iztočil naftno, lastnika pa oškodoval za 80 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 13 prometnih nesreč, podali en obdolžilni predlog, izdali 22 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 3 vozniška dovoljenja. Zaradi kršitev javnega reda in miru so posredovali 4-krat. Spoštovani, iztekla se je še ena od informativnih oddaj bistriške lokalne televizije. Prišel pa je čas priprav na skorajšnje šolsko leto. Ne bodite samo nemi opazovalci svojih šolarjev in dijakov, spodbujajte jih po svojih močeh in jim pomagajte ob vstopu v novo šolsko leto, saj gre za prelomnico v vašem in njihovem življenju. Pa srečno do prihodnjič.